Pozdravljeni, z nami je Franci Hlebec, predsednik Citroen kluba v Sloveniji. Franci, kako obeležujete 60. obletnico v Sloveniji s Pačko? No, 60-letnico v Sloveniji letos obeležujemo na več načinov. Prvi je ta letos v sodelovanju s Citroen klubom Citroen Slovenije. Potem pa bomo še sodelovali na sejmu Podeli v Ljubljani na gospodarskem razstavišču in še na srečanjih bomo imeli par takih obeležij na računu. To pomeni, da se 60. obletnico, tako rečeno, obeležuješ skozi celo leto. Ja, letos bo celo leto namenjeno temu obeleževanju 60-letnice proizvodnje Spačka in tudi izdali smo naš glasilo Spak v ta namen. To je novo glasilo? To je staro glasilo, ki izhaja že 16 let, samo ta številka 99 bo jim namenjena samo temu. Povejte mi, koliko je članov v Sloveniji Citroen kluba oziroma koliko članov, ki vozi Spačke? V klubu imamo 600 članov, okoli 100-150 članov pa vozi Spačka, Diano, Meharje in vse te. Kateri pa je najstarejši od teh Spačkov, ki ga imate v klubu? Najstarejši je ravno kar obnovljen, mislim pa, da je letnik 61. Tukaj sedimo v vašem, ki je? Moj Spaček je letnik 76. Prevoženih ima pa koliko kaj? Že več kot 100.000 kilometrov, ker nisem prvi lastnik, tako da ne bi točno vedel. In je zagotovo v dobrem stanju? Ja, ker je bil leta 1999 prenovljen in je še vedno kar lep. Kako pa Citroen globalno obeležuje tole obletnico na mednarodnem področju? Imate kaj izkušenj oziroma se povezujete s klubi? Obeležji, ki jih bomo mi naredili, so tudi obeležili seveda v Franciji, kjer je Spaček sploh nastal. Tam so imeli za 1. maj že 60. obletnico in to v Dunkerku na severu Francije. Tudi ostali klubi po svetu pač organizirajo na svoje načine, ni pa to v neki skupni povezavi z nami. Ste bili prisotni tudi tam? Ne, jaz osebno ne, so bili pa člani našega kluba. Mislim, da jih je bilo 6-7. Super, Franci, lepa hvala.